Rada bi vam sporočila, da je vlada na današnji seji sprejela akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuelo v Republiko Slovenijo. Za nami je zelo zahtevno delo in vesela sem, da smo opravili ta pionirski projekt, kajti priprava akcijskega načrta je bila izredno zahtevna in kompleksna. V njej je sodelovalo 7 resorjev, zato je trajalo kar nekoliko časa, da smo uskladili vse posamezne dejavnosti, ki spadajo v določeni resor. Da vam v grobem povem, kaj opredeljuje akcijski načrt, in sicer opis postopka obravnave vlog za pridobitev statusa repatrirane osebe in način izdaje odločb. Potem organizacijo nastanitvenih kapacitet že pred prihodom repatriranih oseb v Slovenijo. Potem seveda načrt prevoza teh oseb iz Venezuele v Slovenijo in do mesta, kjer bodo nastanjeni. Ko so že tu, opredeljuje akcijski načrt način podeljevanja pravic repatriranim osebam, kot jih predvideva Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja in potem nadalje pristojnosti posameznih resorjev. Akcijski načrt obsega tudi ukrepe za uspešno integracijo repatriranih oseb v slovensko družbo in seveda potem čisto na koncu ureditev osebnih statusov posameznikov, ki se bodo v Republiko Slovenijo preselile kot repatrirane osebe in tudi po preteku 15-mesečnega obdobja, ko jim status in iz tega izhajajoče pravice pripadajo. Mogoče nekaj o oceni finančnih posledic. Celovite finančne ocene posameznih ministrstev v tem trenutku še ni mogoče čisto natančno izračunati. Saj je le-ta odvisna od števila repatriranih oseb in njihovih družinskih članov ter seveda od datuma njihovega prihoda v Slovenijo. Sredstva za leto 2019, se pravi v letošnjem letu, se zagotovi v okviru državnega proračuna s prerazporeditvami, v naslednjih letih 2020 in 2021 pa so za to pristojna posamezna ministrstva, seveda v skladu spet z prej omenjenim zakonom. Ocene, kako bo to izgledalo, se nahajajo v akcijskem načrtu. Lahko pa povem, da je strnjena ocena skupnih stroškov vseh resorjev, seveda ob predpostavkih, da bo repatriranih do 70 oseb in da bo doba bivanja do 15 mesecev in da bo začetek november 2019, je 1.197.189 evrov, kar pomeni slaba 1,2 milijona. Mogoče še, kako smo to razdelili po letih, spet ob predpostavki 70 oseb 15 mesecev. V letu 2019 bi to naj znašalo okrog 216.000, v letu 2020 okrog 790.000 in v letu 2021 okrog 191.000. Zdaj mogoče kdo lahko zaprosi za repatriacijo. Za repatriacijo ni pogoj, da imajo osebe slovensko državljanstvo, je pa pogoj, da so osebe slovenskega porekla. Hvala za ta uvodna pojasnila. Izvolite vaše vprašanje, STA. Vrtovec, STA, če ste lahko malo bolj natančni, pravite, da to sicer vse tudi vsebuje akcijski načrt. Kdaj boste začeli obravnavati te vloge, se pravi točen datum? Če lahko že poveste, kdaj pričakujete, da bo prvi Slovenci prišli iz Venezuele in ste rekli, da vsebuje akcijski načrt, kje bojo nastanjeni, če lahko to mogoče poveste, in zadnji podatek o tem, koliko prošenj za repatriacijo je doslej prejel urad. Hvala. Dobro. Urad je doslej prejel 17 prošenj. V teh 17 prošnjah je 53 prosilcev.
Urad je prošnje že začel obravnavati, prošnje se že pregledujejo. V tem trenutku lahko povem, da 22 oseb od teh 53 že v celoti izpolnjuje pogoje za status repatrirane osebe, 8 potrebuje še manjše dopolnitve, medtem ko ostali pa še malo večje dopolnitve. Kar pomeni, da mogoče niti vse osebe ne bodo izpolnjevale statusa za pridobitev repatrirane osebe. Ja, nastanitev, imamo seznam približno 30 nastanitvenih kapacitet. To so stanovanja, sobice, domovi, v glavnem so nam to ponudili zasebniki. Lahko tudi povem, da ima ena družina večja, 16 oseb, že urejeno nastanitev pri svojih sorodnikih, kar bo zelo olajšalo tudi naše delo. Naš urad bo takoj zdaj, mi smo čakali, da bo vlada sprejela akcijski načrt, začel izdajati odločbe in se bo postopek seveda takoj začel. Zdaj pa njihov prihod ni odvisen samo od nas, ampak predvsem tudi od njih, kako hitro si bodo lahko uredili, da bodo tam lahko zapustili svoje domove, kako hitro si bodo lahko uredili papirje, dokumente in tako naprej. Izvolite, A-kanal, naslednje vprašanje. Hvala. Torej, takoj, ko dobijo odločbo, lahko pridejo? Da, dejansko ja. Še kakšno vprašanje? Šok TV, izvolite, potem TV Slovenija. Ja, mogoče kako boste se lotili te integracije same teh ljudi v družbo, ne? To je vseeno drugačno okolje, tudi velik kulturni šok, lahko se pričakuje kakšna psihološka in taka in drugačna težava, ne? Kako se boste tega konkretno lotili? Ja, se strinjam. Priseljevanje teh ljudi v Slovenijo je v prvi vrsti zelo kulturni šok za njih, pa tudi predstavljajte si, da moraš pustiti vse svoje premoženje tam in se preseliti nekam drugam. Zato nekako probamo upoštevati tole pri njihovih namestitvah, da jih namestimo v kraje, kjer je večja možnost zaposlitev in da jih namestimo v kraje, od koder izhajajo njihovi predniki. Kajti to bo zagotovo vplivalo na to, da se bodo hitreje integrirali v slovensko družbo in seveda, da jih takoj začnemo vpisati v tečaj slovenskega jezika, kajti vse te osebe ne govorijo slovenski jezik, je pa tukaj večina delovnega prebivalstva in so tudi med njimi taki deficitarni poklici kot doktorica kemije, zdravniki, računalničarji in naj povem, da so določene podjetje nekaterim že tudi ponudile možnost zaposlitve, kar pomeni, če se bo ta oseba prej zaposlila, ji bo status repatrirane osebe prenehal in bo začela sama skrbeti za sebe. Izvolite, TV Slovenija, naslednje vprašanje. Prav za jezik sem tudi skušala vprašati, ja, torej kaj po 15 mesecih, kaj pa če se ne znajdejo sami? Ja, po 15 mesecih je seveda različno, kakšen status imajo. Eno so državljani Republike Slovenije, se pravi tisti Slovenci, ki imajo slovensko državljanstvo. Drugo so potem osebe slovenskega rodu, no, za prve verjetno ne bo težko, kajti kot državljani Republike Slovenije imajo pravice, ki pač izhajajo iz naših zakonov. Drugo so osebe slovenskega rodu, ki nimajo slovenskega državljanstva. Tudi za te bo nekoliko lažje, kajti po 15 mesecev si lahko uredijo status Slovenca brez slovenskega državljanstva, kar omogoča naš zakon o odnosih Republike Slovenije z Slovenci zunaj meja. Tretja kategorija so pa njihovi zakonci, ki niso slovenskega rodu. Ti bodo pa potem seveda v skladu z zakonom o tujcih. Izvolite, še kakšno vprašanje? Šok TV, dodatno vprašanje. Glede teh nastanitev, rekli ste 30 nastanitev že imate nekako, kaj so to potem verjetno kakšna večja mesta, ker ste rekli, da morajo biti to okolja, kjer so večje možnosti zaposlitve, če mogoče lahko izpostavite pravzaprav nekaj krajev, kam prihajajo in tako naprej. Zdaj, zaradi njihove zaščite vas prosim, da razumete, da ne bi rada prav povedala odkot, ampak lahko rečem, da je zajeta skoraj cela Slovenija. Dolenjska, veliko je Dolenjske, tudi Postojna, tudi nekaj Gorenjske,
V glavnem, ja, so večji kraji, pa niso večji kraji, so tudi kraji, ki so blizu večjih krajev. V glavnem, največ težav so nam delale težave pri iskanju namestitvenih kapacitet, kajti zakon govori, da bi tukaj pač moral biti eden dom za priseljevanje, ki ga Slovenija nima, zato smo nekako iskali tako. Moram pa povedati, da so nam tu zelo veliko pomagali zasebniki in seveda njihovi daljni sorodniki.